Mednarodni prevajalski seminar slovenske književnosti bo tudi letos. Začel se je prav v tem trenutku. 10. obletnico seminarja, ki ga praznujemo, smo morali seliti tokrat na splet. Zato obljubljam kar se da živo in živahno dogajanje. In če se pomudim nekoliko pri statistikah. V teh 10 letih je na seminarju sodelovalo kar 85 prevajalk in prevajalcev iz 25 različnih držav oziroma jezikovnih okolij. Mentoriralo je 9 mentorjev in mentoric in vključeval je 38 avtorjev in avtoric in prav toliko knjig. Če pa povem še, koliko je bilo drugih strokovnih sodelavcev, bilo jih je namreč več kot 80. A ker letos ni lani in ne moremo sesti na avtobus in se odpeljati na izlet, sem vzela pot pod noge sama in se odpravila na lokacije, ki so povezane z izbranimi avtorji in knjigami. Ferija Lainščka, avtorja izbranega romana, ki jo je megla prinesla, sem obiskala v njegovi domači Prekmurski pokrajini. Feri za Prekmurje pravi, da je kraj, v katerem se je rodil, v katerem živi, ga dobro pozna, se v njem dobro počuti in je hkrati tudi kraj njegovega literarnega laboratorija, ki ga zaznamuje skrivnostna reka Mura s svojo dvojno naravo. Knjižica Pod krošnjami se je razvila iz preproste ideje branja v naravi in prav v tak prostor, ki smo ga rekonstruirali tukaj na odru Vodnikove domačije, vabimo v okviru Mednarodnega prevajalskega seminarja slovenske književnosti letos avtorico izbrane knjige Kdo je danes glavni, Natašo Konc-Lorencuti. Morje je vodilni motiv del avtorice Veronike Simoniti. Predstavlja ji tako navdih kot celo zakladnico simbolov, metafor in asociacij. Z romanom Ivana pred morjem smo se zato odpravili na slovensko obalo. Dragi prevajalci, drage prevajalke, na zdravje! Nepogrešljivi ste in hvala vam za izjemno delo. Pa poglejmo, kdo bo nazdravil danes z mano na ta jubilej in predvsem na vas. Pozdravljeni vsi skupaj. Vesela sem, da sem ponovno v družbi vas, prevajalcev slovenske literature v tuje jezike. Saj ne morem verjeti, da je že 10. seminar. Mislim, da ne bom pozabila nobenega, na katerem sem sodelovala, in v tem času se je zgodilo res en kup prijetnih dogodkov. Radi smo preživljali čas skupaj. In tega ne bi zamenjala za nič drugega. Vaša družba je preveč dragocena. Ob 10. obletnici lahko rečem, da je Mednarodni prevajalski seminar slovenske književnosti ena od redkih besednih zvez, ki gre lahko brez odvečne patetike v isti stavek s slovenskim nacionalnim interesom. Prevajalci so za nas najpomembnejši literarni posredniki. To velja za slovenščino, ampak tudi za druge majhne jezike. Prevajalci pri nas, kjer nimamo literarnih agentov, opravljajo ravno to vlogo in zato so najdragocenejši pri prenašanju slovenske literature v tuje jezike. Drage prevajalke in prevajalci, v svetu, ki se ta hip zdi čudno spremenjen, razdeljen in krhek, ste zanesljive barvi in mostovi. Naj bo Mednarodni prevajalski seminar slovenske književnosti, čeprav v drugačnih okoliščinah, lepa izkušnja in dobra popotnica za naprej. Verjamem, da bodo časi, ki prihajajo, svetlejši. Osebo lahko precej dobro poznamo in o njej tudi pripovedujemo drugim, če imamo v njej veliko informacij in če jo podrobno opazujemo, recimo kje je na ulici, kje je zunaj, na nekem nevtralnem terenu. Ampak veliko bolj in tudi veliko bolj prav, bolj temeljito in bolj celostno jo bomo poznali, če se bomo z njo družili, če bomo z njo imeli stike. In prav to razliko po mojem naredijo projekti, kakršen je prevajalski seminar. In knjiga, ki je prej nekakšen oddaljeni drugi, se iz tujca preprosto spremeni v znanca, mogoče celo v cimra. Kot mentorica 3 delavnic sem bila deležna seveda dobre družbe in pa presenetljivih uvidov v slovensko književnost. Zdravo, jaz sem Mici Pošast
jaz sem tista pošast. A veste, da sem v drugih jezikih tisti pošast, da sem fant? Čudno, čudno. Izkušnja na mednarodnem prevajalskem seminarju slovenske književnosti je bila zame izjemna. Fantastičen se mi je zdel odnos s tujimi prevajalci. Saj sem ob njih odkrival pravzaprav globine in širjave na novo svojega jezika. Širjave, za katere nisem niti slutil. Vse dobro prevajalcem. Prevajalski problem Zahod jame se je zahvaljujoč seminarjem Javne agencije za knjigo dotaknil 14 svetovnih jezikov. Prijetna atmosfera, dobra organizacija, vrhunski predavatelji, udeleženci, ki so navdušeni nad slovensko književnostjo in pa seveda veselje, ko tvoj tekst zaživi tudi v drugih jezikih. Če me kaj fascinira, potem so to ljudje, ki se leta in leta učijo slovenskega jezika. Pa niso Slovenci, ampak so tujci. Potem prevajajo slovenske avtorje in avtorice v svoje jezike. Vse pohvale Tanji Petrič in Društvu slovenskih književnih prevajalcev, ki že leta organizirajo seminar zanje. To je najmanj, kar jim lahko ponudimo. Naj jih Javna agencija za knjigo še dolgo podpira. Meni se zdi fascinantno, da se nekdo z Kitajske, Latvije ali pa naprimer Argentine odloči, da bo prevajal iz slovenskega jezika in da bo to njegov poklic. Presenetilo me je, kako dobro prevajalci poznajo naš prostor in moram reči, da sem se celo nekaj v Sloveniji naučila prav od njih. Dragi prevajalci, po vaši zaslugi slovenska literatura potuje po vsem svetu. Nekaj pa je bogati tudi naše knjižne police na Javni agenciji za knjigo. Hvala vam za to in se že veselimo vaših novih prevodov. Drage prevajalke, dragi prevajalci, veseli me, da bomo spet sodelovali in hvala, da se udeležujete mednarodnega seminarja v teh sicer neprijetnih časih. Ampak skupaj bomo dokazali, da je do literature ljubezen močnejša kot bolezen. Prevajalsko delo zelo cenim in se zavedam, da našemu pisateljskemu odpira pot v svet. Izkušnja z vami pa mi je bila dragocena tudi zato, ker so se mi ob pogovorih z vami, ob tem, da sem vas poslušala, odpirali novi vpogledi v moje lastno delo. Zavedla sem se nekaterih pomenov svojih besed, ki jih prej nisem opazila. Tako zelo luštni ste zmeraj na seminarjih. Živijo, jaz sem Miha Macini, ujet v domači kuhinji med tem lockdownom in dal sem mi 15 sekund, da povem, ko vas cenim prevajalce. 15 sekund, lahko bi govoril ure in ure, oni pa meni dajo 15 sekund, ko vas jaz cenim.